Ura je skoraj 4 zjutraj in gremo. Poznam do tega. Papa Alisa. Zdaj bi pa skoraj naredil pozabijo. Pozabil sem denar. Zdaj pa gremo. Evo me, prispel sem na letališču v Avstriji Dunaj. Zdaj me čaka še ene 8 ur do letala. Kaj bom zdaj 8 ur delal? Ne vem. Glej, kaj sem dobil. Aha, to pa ne navadna Coca-Cola. To je Avengers Coca-Cola. V glavnem, koliko kaj mislite, da sva plačala za eno srano kavo in Coca-Cola Zero? 8 evrov. Še 7 ur in še 6 ur. Dobil sem pa močne roke. Dobil sem pa Pokémon Mewtwo. To je pa moj najbolj priljubljen Pokémon. Poglejte ga, Mewtwo, sorry mama. Samo jaz sem full otroč, ampak polne mi usti se nagovori. V glavnem, to so tiste majhne stvari, da nas naredijo srečne. In to je to. Še 4 ure. Še 3 ure. Ne vem sploh, kaj bi delal. Sara. Od nje ni nič. Malo smo gledali Big Bang Theory. Poleg Game of Thrones je Big Bang Theory moja druga najljubša serija, Sheldon, I love you. Problem na letališču je, da je vse drago, ne? In če hočeš, da ti cajt mine, moraš trošiti. In kaj, da potrošim vse in prijem na Tenerife in jem blato. In tako sedim. S Kitajcem. Ali karkoli je. Do zdaj smo na letališče vedno šla s svojim avtom. Zdaj je prvič, da smo šla z GoOptijem. Malo reklame. In GoOpti ima plus minus. Se pravi plus minus 4 ure. Imava let ob 3,5. Na letališču sva bila že od 8 ure zjutraj. Se pravi 7 ur. Urvala je srvi. Je 7 ur, ne? In razmišljam, da nikoli več. Je pa plus, da se ne rabiš obremenjevati s parkingom, kje boš parkiral, pa nositi te kovčke čez celo letališče. Te prevozniki te pustijo direkt pred letališča, tako da potem si res gospod, pa tudi za nazaj. Let je, zmatran si. Še 2 uri. Apple strudel, 4,90 €. Za 5 evrov jaz kupim jabke za celo leto. Prokleta banda. Piceta 7 evrov. Še 1 ura. Hvala Bogu. Zato sem dal 10 evrov. Ajde, je pa vsaj dobro. Končno gremo na letalo, spreman ko ninja, se vidimo, ko pristanem, če pristanem. In še enkrat, jebem ti tisto pašto za 10 evrov, na hitro se je mogel pojesti, nisem užival v njej, ker se itak modil na letalo in... Ena stvar, ki jo prvič v življenju delam, in to je kakam na WC-ju na letalu. Tako nekako zgleda zelo majhno, tesno. Dobar pristanek. Good job, captain. Končno smo pristali, bil nek zaplet z nekimi pijanimi Slovaki in čakali policijo in poln kurac. Smo na letališču, letal, hoče mi tu hotel. Čim prej. Prokleta jajca.
končno sva v avto in Sara se smeji. V glavnem, prej sem omenil, da smo imeli en incident. Na letalu ti alkohola, ki si ga kupil v duty free shopu oziroma v tistih trgovinah, preden si se ukrcal na letalo, ne smeš konzumirati. Ti lahko piješ samo alkohol, ki ga naročiš pri stevardesi. To je malo iz nekih marketinških razlogov, malo iz tega, da imajo pod kontrolo, kdo je koliko spil. Čehi, ne vem, Romuni, Bolgari so si udriga blaž, dali duška in so bili glasni, preklinjali, se kregali, so jim mogli vzeti flašo in tako naprej, in potem je prišla policija in se vse skupaj malo zavleklo. Evo vam ga. Zdaj pa malo znanje geografije. Tenerifi. Tenerifi so največji otok v otočju Kanarskih otokov. Glavno mesto je Santa Cruz de Tenerife. Tenerifi oziroma Kanarski otoki se nahajajo na zahodu Afrike. Kljukica, v Afriki sem. Znani so še po glamuroznem vulkanu El Teide. Pod katero državo pa spada v Tenerifi? Kje ste, Modrijani? Vse vidi? Bravo! Španijo! In ogromno lepih plaž in pičke mile materine, ki jih bom pokazal. Zdaj pa gremo v hotel, jaz sem ločen sem. Kje je Koroška? Stole not. Končno hotelska soba in končno grem spat. Čau. No, končno sem se naspal. And the Oscar goes to... S kakšno majico jaz spim, fuck. Pa ko že govora o majici, ne vam povem, kakšno je, fuck. Si ti, no. Ne vam povem anekdoto te majice, pogledajte. To je Kanye West fashion. Gledam, ta majica je stara ene 4 leta, če ne več. To sem jo dobil, ko naredim malo reklame, ko sem bil ambasador za The Nutrition. In ta majica je videla sveta več kot katerikoli moj prijatelj, ne mi zamenjati prijatelji. Ta majica je bila v Dubaju, ta majica je bila v Madridu, trenutno je na Tenerifih, bila je v Bosni, bila je na Hrvaškem, skratka bila je posod. Sem rekel, ta majica gre z mano še samo na en kontinent ali kamorkoli in pristala je v Afriki. In mislim, da potem bo odtavala v smeti. Če pa kaj, se v tej majici zelo dobro počutim, ker je kot da je nimam. V bistvu vse res, kot da je nimam. Glavno, ja, to je to v majici. To je najno prvo jutro na Tenerifih. Malce sem razočaran, ne na Tenerifi, ampak nad hotelsko sobo. Na Bookingu je ta soba delovala kot iz filma. In to je tisto grafično zavajanje. Ampak ok, čista je, predvsem posteljnine so čiste in redno menjane. Da se na posteljnino ne uležem, če ni čista, pa da je, ne vem, Louis Vuitton. Zdaj pa vam sobo malo uprdno sem, malo razkažem. Če kar ne moram verjeti, kakšna majica je. Tukaj sem vam pokazal neobdelane videe od hotelske sobe, se pravi nič color correctiona, nobene posebne montaže. Zdaj pa bom vam pokazal, kaj lahko naredi montaža, dobra glasba. Pa poglejmo. Čisto nekaj drugega, ne? In tako nas zavajajo, povsod. Zdaj se peljeva v Loro Park, to je kot nek živalski vrt. Je neka umetna džungla, ogromno enih živali, pa tudi tisti akvari. Tako da kar huda zadeva, sicer zasoljena vstopnina, ampak se splača. Tako da bo šla kar zdaj to pogledati. Več pa vam pokažem. Zdaj si bova v Loro Parku gledala en tak šov z morskimi levi. Evo morski lev, morska svija. To zgleda nekako tako. Zanimiva stvar, ampak bolj zanimiva je z orkami. Vem, da je to nekakšno mučenje živali, ampak dokler jem meso, se nimam kaj buniti. Pa da vidimo.
Jack Sparrow. Zdaj so pa na vrsti delfini, pa da vidim, kaj bojo oni naredili, Rima. V glavnem, prej sem na hitro omenil to mučenje živali in te stvari. Oni med vsakim šovom, so to delfini ali so to orke, ki kasneje pokažem, ali so to morski levi, omenijo, da te živali niso mučene, da jih rešijo in take podobne stvari. Recimo delfini so lep primer, kjer so jih, zdaj ne vem, če so jih te delfini rešenčki, pizda je to grda beseda. Zaradi onesnaženosti morja, zaradi prevelikega odmerka nafte v morju in tako naprej. Zdaj, ali je to marketinška poteza, da se oni zaščitijo, češ, da mi pa ne mučimo, ne vem, niti se ne bom spuščal v to. Je pa ena stvar, da svaka čast tem ljudem, da imajo toliko potrpljenja, da živali naučijo vse te stvari. Tako da tu pa skidam kapu. Zdaj pa na vrsti orka šov, pa da vidim zdaj to čudo, a ne, Sara? Kaj pa to? Bolano. Da sem to v akvariju. Kaj se pa ti smejiš? A? Kaj bi rad? Sem grd, ne? Vem, hvala. Kar smej sem. In čakam, da naredim eno dobro fotko. In folka je milijon. Naj bom čakal še 1 uro. Eno fotko. Evo, mam jo! Sem čakal 20 minut po moje, da sem jo dobil. In sem rekel, da jo bom. In sem jo dobil. Patience is a key. In še kot nalašč, baterija je bila na nekih 2 ali 3%. Sem jo naredil. Fuck, po moje zdaj, kar globoko diham. Loro Park. Bilo je noro. Čeprav sva za 2 karti plačala skoraj 80 €, zelo zasoljene cene, ampak pizda, ja. Je pa vredno ogleda. To pa definitivno ja, ker pizda. Šel bi še enkrat.